Murini delavci so pred kratkim spet stopili za svoje stroje. Povejte nam, je to končno ena svetla luč na koncu tunela ali je pa to res tisti zadnji vzdihljaj pred zaprtjem? Murini zaposleni smo prišli nazaj na delovna mesta po rednih planiranih rednih letnih dopustih, tako da ne glede na to, da se v tem času obravnavajo na ravni države različni scenariji za rešitev Mure. Ogromno je planov, kako rešiti Muro, noben pa tega plana tudi ne razgrne. Če bi sindikate vedeli odgovor na to vprašanje, bi bili tudi med tistimi, ki so zadovoljni vsaj z neko informacijo. Kar pomeni, da smo v sindikatu obenem tudi kritik tega, da se pri obravnavi toliko programov oziroma potencijalnih investitorjev zadeva tako dolgo vleče, kljub vsemu pa gre za veliko firmo in na nek način je lahko to tudi razumljivo. Delavci pred Mure so pred kratkim spet stopili za svoje delovne obrate. Kako se počutite ob tem dogodku? Ja, dobro je, da imajo delo še vedno, to je spodbudna novica, glede vsega ostalega pa mogoče imamo premalo informacij, namreč lastniki teh informacij ne povejo. Sod, ki je v zadnjem času zbiral ponudbe tistih, ki so zainteresirali, da pač vloži svoj kapital v obliki znanja ali pa denarja. Govori se, da imajo pač neko resno ponudbo, ki je edina izmed vseh teh ponudb dala tudi želela vložiti nek kapital v smislu denarja, ampak kapital je tudi znanje, zato bi tudi znanje potrebno upoštevati. Osebno mislim, da tukaj gre za borbo med lobiji, kateri bo obvladoval določen gospodarski segment. Tukaj mislim seveda lobij Lahovnika in pa Golobiča, se pravi Tastruja, potem pa drugi lobij Valant in pa njegovi. Moramo vedeti, da je v teh velikih gospodarskih subjektih, kot je Istrabenz, Laško, pa še kje, država sedaj vstopila tudi v obvladovanje teh stebrov preko državnih bank, Ljubljanske banke in pa NKBM. In tukaj se vidi, kakšna velika borba se v ozadju dogaja, bije za to, kdo bo vodil recimo NLB, največjo Ljubljansko banko, ker ti mora očitno nekdo voditi, katerega bodo spet vodili tile lobiji. Seveda pa ima gospod Valant tako v Istrabenzu kot v drugih subjektih svoje lastniško, se pravi ima svoje vložke. Družbo Mura pa dejansko uporablja za to, da nekako izsiljuje ministrstvo, vlado, državo, da dobi čim več iz tistega svojega vložka. Pri vas se oglasil tudi en ptujski podjetnik, gospod Janez Lah. Nam lahko poveste kaj več o njegovi ponudbi? Ravno sem bil na dopustu, me je direktor občinske uprave seznanil, da se na njega obrnil pač eden od potencialnih ponudnikov, ki ponuja reševanje vseh 3300 delovnih mest, seveda preko svoje ponudbe kapitala znanja, ne pa seveda kapitala denarja, ampak tudi za kapital denarja pravi, da bi potencialno lahko poskrbel. Tisto, kar je pa seveda, tako ko sem prišel z dopusta domov, me zmotilo, je ta korespondenca, ki jo gospod predočil, pokazal, komu vse je že pisal, prosil za sestanke, se ponujal, pa praktično ni dobil odgovora, ne. Zato smo seveda tukaj na občini in tukaj podpiram odločitev, ki je direktor občinske uprave takrat tudi naredil, da je medije seznanil s to zadevo, torej da obstaja še nekdo, ki nekaj ponuja, pa preprosto se ga ignorira oziroma ga ne upoštevajo. In kdorkoli se bo obrnil na mestno občino Murska Sobota z kakšnimi ponudbami, bomo mi poskrbeli, da se izve za njih, torej da se jih enakopravno obravnava.